Damjan, očitno tisti poraz na Polzeli pustil velike posledice, že tako psihično labilna ekipa je danes bila povsem umsko pravzaprav ne v igri. Ja, dober začetek tekme, dobro vračanje v igru v tretji četrtini. Žal, to so bili samo trenutki dobre igre. Naši problemi se vlečejo od odhoda Bena Harmasona, oziroma ko smo ga izgubili, že ko je bil prisoten fizično in ne psihično. Na to smo pač pripravili Ivanovića, ki še ni enostavno v formi. Enostavno nimamo playmakera, ki bi znal razigati ekipo. Ob tem tudi nimamo tistih izkušenih igralcev, ki bi lahko zadevali prve šute. In še enkrat ponavljam, tudi dobro odpiranje tekme in tudi v tretji četrtini, ko smo Mariborčane ujeli in povedali, da smo zopet igrali neumno. In na eni strani nisem ne bi toliko kritiziral obrambo, ki je vsem dobila 8 točk, ampak enostavno smo v napadu jalovi, enostavno domačim žargonom zadnje namenje. Je morda kaj možnosti, da presenetite od Lilija, glede na to, da je ekipa v zadnjih nekaj srečanj igra zelo razglašena? Jaz mislim, da možnosti so, seveda so minimalne. V nekem žargonu bi rekel misija nemogoče. Odhodu Laško, ki ima le en poraz. Nekako edini optimizem, ki ga tu lahko najdemo, so naše tekme v gostovanjih. Recimo prejšnji teden nesrečen poraz na Polzeli, ki nas bo mogoče koštal vstopa v ligo za prvaka. Gostovanje na Slovanu, tudi točka razlike od boljših ekip. Enostavno doma smo neprepoznavni, nikoli ne pomnim, da bi imeli negativen skor doma, tako letos 3 zmage in 5 porazov. Enostavno izgleda, da ta ekipa po domače nima jajc, oziroma nimamo tistega igralca, ki je sposoben v nervozni tekmi prelomiti in biti za zgled ostalim, da se le stvari premaknejo naprej.